Danes je bil pravzaprav zaključek Roševih dnevov, začne se z razpisom, literarnim razpisom, ki je bil letos malo spremenjen. V minulih letih smo ponujali odprto temo in letos pa smo se odločili za en odprt naslov in eno ponujeno temo, in sicer z naslovom Verjamem. Pravzaprav smo tudi želeli spodbuditi mlade k bolj optimističnemu razmišljanju. Zdelo se nam je, da je v minulih letih bilo veliko bolečih tem. Pokazalo se je, da je kar nekaj mladih se odzvalo na to ponujeno temo in tudi na njo pisalo. Sej ne, da bi želeli ali pa jih silili v neko razmišljanje, ampak včasih se zdi, kot da smo odrasli tisti, ki jih silimo v negativizem, v črnogledost, da mladi tega ne želijo, seveda pa vidijo svet okrog sebe takšen, kot je. No, odzvalo se je letos izjemno število šol, 68 slovenskih šol, 99 prispevkov je prišlo na razpis, in komisija pravi, da je imela zelo težko delo, da je bilo veliko dobrega pisanja, ampak tako kot je na razpisih, treba se je bilo pač odločiti za 20 tistih, ki jih bomo povabili v Celje, 5 med njimi pa nagrajenih. Tudi letos, bom rekla, smo imeli srečo, da je med temi 5 nagrajenimi tudi učenka naše šole. Namreč komisija pregleduje, ocenjuje vse prispevke pod šiframi. Današnji dan je potekal tako, da so se vabljeni udeleženci oglasili na naši šoli. Začelo se je z njim kratkim prijetnim druženjem, potem pa so nadaljevali v delavnicah, kreativnih delavnicah. Mentorje je vodil Zoran Pevec, učence pa Nataša Konc-Lorencuti, igralka, pesnica. Po odzivu po delavnicah lahko rečem, da je bilo zadovoljstvo v obeh delavnicah veliko. In ko smo se ponovno srečali po delavnicah, so tako mentori kot mladi predstavili tisto, kar so ustvarjali. Prav zanimivo je bilo videti, da tudi ko smo mentorje postavili pravzaprav pred dejstvo, da morajo pa zdaj nekaj ustvariti in pokazati, kaj so ustvarili svojim učencem, da je bilo malo treme. Ampak no, potem se je pokazalo, da je bilo to odveč. Krasno so delali, morali so nadaljevati nek vers, ki ga je napisal eden od učencev v svojem prispevku, in bili so kreativni in jaz verjamem, da so bili njihovi učenci ponosni nanje po predstavitvi. Prav tako pa so bili ponosni mentori, ko so predstavili učenci. Sej ni enostavno v delavnici ustvarjati in ad hoc biti kreativen in potem pokazati že kar nek končen izdelek, ampak bili so več kot uspešni in kreativni. Po tej predstavitvi pa smo se napotili v Roševo hišo, kar je tudi že kar tradicionalno, in jaz sem zelo vesela, da družina Roš nekako živi z nami in odpre vrata hiše, kjer je živel Roš, in spominske sobe, in tako nekako vstopimo v preteklost, v drobec življenja Frana Roša. Po podelitvi priznanj tistim ustvarjalcem, ki so na letošnji natečaj, ker vzporedno poteka tudi razpis za šolska glasila, in ta zaključek je potekal v knjižnici v Celju. No in po tem delu pa smo se srečali v tej lepi dvorani glasbene šole, kjer je bil ta veliki finale, podelitev nagrad in priznanj nagrajencem.
Mislim, da je to lep zaključek dne in nekako nagrada in pohvala vsem sodelujočim. Po sprotnih odzivih lahko rečem, da so bili udeleženci zadovoljni in to je zadovoljstvo tudi nam kot gostiteljem in veseli smo in zahvaljujem se tudi javnemu skladu za velik kos udeležbe pri organizaciji, tako da mislim, da smo kot šola gostiteljica lahko danes zadovoljni in rečemo, da je bil uspešen dan.